Sprva en lep sončni pozdrav iz našega Maribora. Najlepša hvala za tako veliko udeležbo, kljub temu vročemu vremenu, temu vročinskemu valu. Najprej se sprašujete, zakaj smo danes pripravili to okroglo mizo, pa bomo pristopili kar sistematiko. Potrebno pogledati, če Slovenija ne bi imela demografskih problemov, pravzaprav sploh ne bi potrebovali tega urada za demografijo. Slovenija ima strateški problem, ki ga je že dolgo časa zanemarjala, in to je problem, ki se ga ne da odpraviti čez noč oziroma samo v nekaj let. Se slišimo? Tako je vlada Janeza Janše oktobra leta 2020 se soočila s tem problemom in ustanovila urad za demografijo. S tem je prispevala veliko, potem pa smo tudi srečali s problemom decentralizacije, katerega se je tudi lotila vlada Janeza Janše in si drznila postaviti sedež urada za demografijo prav tukaj v Mariboru. In to je bil en velik korak, katerega pa je aktualna vlada lanskega julija ukinila. In sedaj smo tukaj že v prvi obletnici ukinitve urada za demografijo. Torej, med nami ljudno lepo pozdravljam naše sogovornike, najprej gospoda Zvoneta Černača, našega poslanca in nekdanjega ministra za razvoj, strateške probleme in kohezijo. Gospod Alenko Forte, specialistko interne medicine in pa nekdanjo sekretarko, državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje. Ter še gospod Jasmino Oberc-Foroš, državno svetnico in pa direktorico Inštituta za demografijo. Vse tri sogovornike vljudno vabim za pogovorno mizo. Med nami pa tudi lepo pozdravljam gospoda Novača, župana Moravskih Toplic. Z nami je danes tudi predsednica Slovenske demokratske mladine Simona Purkar, ker predam uvodno zasedanje. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu Slovenske demokratske mladine. Najprej iskrena hvala, da ste se kljub tej grozni vročini in dopustniškim mesecem odzvali našemu povabilu in prišli na to okroglo mizo, ki danes obravnava res pomembno temo. Teme, ki v bistvu se dotikajo vseh nas, zato sem vesela, da med vami vidim tako mlade kot starejše. Najprej bi se pa rada zahvalila predvsem SDM Maribor in pa Maši, Luki, Izidorju, vsem, ki so organizirali današnji dogodek. Mislim, da se zaslužijo en velik aplavz. Našim gostom in govorcem, da ste se odzvali našemu povabilu. Zvone, Jasmina in Alenka, se rečem. Upam, da boste uživali, da bomo res odprli to temo, da bomo videli, kakšni so problemi, kakšni so ozadja in mogoče tudi videli, kakšne so rešitve. Tako da uživajte, pa hvala, da ste prišli. Simona, najlepša hvala, zdaj pa prosim gost, da zasedete. Luca, uma canção. Luca.
Gospod poslanec, začeti dokler s predvprašanjem pridobivanja evropskih sredstev, ki so med drugim velika spodbuda tudi projektom, ki so podlaga za izboljšanje demografske slike. Slovenija je v času prejšnje vlade prerazporejena evropska sredstva, kar so omogočali ukrepi Evropske unije za ublaževanje posledic krize zaradi koronavirusa, namenila za ukrepe na področju zdravstva, gospodarstva, trga dela, razvoja in izobraževanja. Vi ste takrat zagovarjali, da je sredstva kohezijske politike potrebno gospodarno uporabiti. Kaj menite o trenutni razporeditvi sredstev? Ja, hvala lepa za povabilo. Sem zelo počaščen in vesel, da sem lahko danes z vami tudi v družbi pomembnih sogovornic. Še vedno zagovarjam isto politiko. To so sredstva, ki prihajajo v ljudi, glede na to, da gre za nepovratna evropska sredstva. Ne rastejo na proračunskih postavkah in ne na resu, ampak jih je potrebno ustvariti. Ustvarjajo jih ljudje, preko davka, prispevka podjetja. Zaradi tega me bilo malo čudno pogledano gradništva na to področje. Je bilo mnogokrat rečeno, pa kaj se sekirate ministri sveta, da gre za nepovratna sredstva. Razpravljamo o tem, da je potrebno gledati na ta denar enako, kot gledamo na svoj lastni denarnici. In to zavedanje počasi se je začelo prepirati, ampak vidim, da zdaj tega zavedanja več ni. Recimo, en primer vam povem, da sem bil šokiran, ko sem prevzel ta resor, smo mladi 20, bila je kriza in smo naredili pregled tega, kam vse so bila ta sredstva v preteklosti usmerjena in kdo vse so bili prijemniki. Smo ugotovili, da je velik del teh sredstev šel v tako imenovano civilno družbeno sfero, ampak ne v večjem krizu Caritasu, skavtom, tabornikom, gasilcem, pač pa nekim civilno-družbenim organizacijam, za katere jaz do takrat sploh še slišal nisem, da je pametno, da počnemo za ljudi. Verjamem, da vi tudi ne. No in velik del tega denarja, ki sicer izjemno mehanizma, ki ni neposredno povezan s kohezijsko politiko, iz norveškega finančnega mehanizma je leta 2019 šel celo v OSR. Verjetno tisti, ki se malo ukvarjajo s tem področjem, veste, kaj je to Center nevladnih organizacij Slovenije. Skrbel naj bi za razvoj civilne družbe in tudi s tem, ko bi skrbel za razvoj civilne družbe, naj bi pametno delil sredstva te civilne družbe. A veste, kdo je ta center do nedavnega oziroma ga še vedno novi predsednik sveta RTV-ja, ne politični orbici. Leta 2019 je podpisal pogodbo, s katerim je ta center dobil 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. In kak je 2 meseca po tistem, 3, ko je mandat prevzela, ne še manj 2 meseca, ko je mandat prevzela nova vlada, se je državni sekretar Marko Koprivc na svrhu takratnem pohvalil, ko je z njim podpisal še za 5 milijonov evrov sredstva. To je bilo v tednu, ko je divjal požar na Krasu in ko so gasilci iz cele Slovenije pomagali gasiti, ko jim je Golob obljubljal, da bodo dobili do 8 ur aktivnosti 60 evrov, nad 8 90 in potem se je bilo to obljubo požaru. In so gasilci vseeno dobili nekaj materialnih sredstev, ki bi jih tako morali dobiti, oziroma sredstva za zamenjavo tistega, kar je bilo uničeno. Ampak denar je šel pa v popolnoma drugo namenu. Torej 5 milijona evrov na 3 milijone podlage. Zakaj? Če poenostavljeno povem, za tiste, ki so kolesarili po Ljubljani, razbijali, zdaj sem pa še praznik pisali. Drugače pa je kohezijska politika za naslednje obdobje kar zajetna. Slovenija, kot veste, je uspela popraviti malo neugodno shemo, ki smo jo dobili od Šarčeve vlade. Leta 2018 je bil ta okvir nekako zastavljen in naši državi je takrat grozilo, da bomo dobili bistveno manj denarja za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027, kot smo ga bili deležni v perspektivi 2014-2020. Predvsem za tako imenovano zahodno kohezijsko regijo, kjer pa so tudi območja, ki so ravno povezane. To so tudi kohezijske regije, so morali tak statistični izračunati na regije, pa da ne bo razvito. In je bilo teh sredstev za približno 500 milijonov evrov manj.
No in na tistem pogajalskem vikendu, 17. do 21. julij 2020, ko se je začrtal kohezijski okvir za leto 2021-2027 in tudi sredstva iz okrevanja in odpornosti zaradi COVID krize, je naš predsednik uspel spogajati dodatnih milijard, 432 milijonov točne dodatnih sredstev. V skupnem seštevku je pa Slovenija z vsem, kar je bilo takrat na razpolago za okoli 10 milijard evrov tega denarja, spravili en velik kolač, iz katerega se da mnogo pametnih stvari narediti. Zaradi tega smo mi tudi usmerili ta sredstva v največji možni meri v konkretne investicije. Tisti denar, ki smo ga dodatno dobili, tako imenovani REACT, tega je bilo 280 milijonov evrov, da je potrebno investirati do konca letošnjega leta, smo razdelili na 3 glavne segmente. Zdravstvo, dolgotrajna oskrba, se pravi starejši, domove za starejše in gospodarstvo. Približno 100 milijonov evrov je težko vsak kolač, 140 zdravstvo, 100 socialno varstvo in ostalo gospodarstvo. In v načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti od takratne milijarde 800 smo tudi približno pol milijarde namenili področju zdravstva in oskrbe starejših. Tako da projekti so bili konkretni, so se že začeli izvajati. Danes smo ravno debatirali in tukaj vaša poslanka iz Svobode govorila neumnosti, kot mislim se piše Nena Gregorjevič, ko je obtožila prejšnje vodstvo direktorja Crnca za to, da je izpadla iz scheme financiranja na novo infekcijsko kliniko Maribor, kar ne drži to neumnost. Oni so očitno ta sredstva potrebovali prerazporediti nekam drugam in zaradi tega so pač naročili, da jim je DRI inženirink te investicije naredil timing tako, da za 2 meseca presega konec leta 2026. Se pravi, da bi za 2 meseca zamudili za zaključkom investicije in so ugotovili, da te investicije ni mogoče izpeljati in so financiranje nove infekcijske klinike v Mariboru vrgli ven iz nepovratnih evropskih sredstev. Nekaj podobnega so naredili tudi z negovalno bolnišnico Maribor, tudi to smo umestili v financiranje iz tega sklada REACT. To je bila prva odločitev, sem jo jaz kot takratni minister podpisal za 8,9 milijona evrov. Prva. Jaz sem podpisal še za Ljubljano, pa Novo mesto, pa Mursko Soboto, pač prostore za negovalne oddelke. In zadnje je bilo namenjenih 8,9 milijona evrov. Pred meseci je direktor urada za kakovost in investicije pri ministru za zdravje Šabeder v parlamentu povedal, da tega ne bodo financirali iz REACT-a, iz nepovratnih črž, da se je ta investicija dvakratno podražila in da ne bodo leta pa 18 milijonov. Glej vas dom, potem pa berem jaz 2 tedna nazaj v nekem mediju, kaj se je zgodilo. Bil je razpis, so 3 ponudniki in ga so izločili zaradi tega, ker ni formalno izpolnjeval pogojev. Med drugima 2 ostalima pa je sedaj že bivši direktor, gospod Crnjac, izbral najcenejšega, logično. In ne boste verjeli, ta najcenejši je ponudil točno toliko, kot je bila vrednost po sredstvih iz REACT-a. 8,9 plus DDV. Skupna vrednost 10,7 milijona. Šabeder je ukazal, da se to odločitev odpravi, češ da ta ponudnik nekega papirja ni dostavil, ki bi ga moral. Gre pa za ponudnika, ki je v rekordnem času prenovil hotel na Brdu, ki gradi največje kopališče v Ljubljani, trenutno investicija 50 milijonov evrov in izvaja 10 investicij po celi državi, skratka usposobljen ponudnik. In res berijo drugega, ki prihaja pa iz tega vašega konca Pomorska za 15 milijonov evrov, se pravi za 4,3 milijona evrov več. Torej, tako delajo ti gospodi zdaj, oziroma sebe oni veliko krat nazivajo tovariši, to niso. Skratka, negospodarno, potratno, ogromno tak sredstev je po nepotrebnem izgubljenih. Govorijo, da ni nobene težave, ker se boji, kako te projekte financiramo iz državnega proračuna. Ne bo se. Zaradi tega, ker tega denarja ni. Drugo leto prihaja ponovno ta fiskalna omejitev evropska, ker bo potrebno pasti, koliko znaša primerjanje pomoče. Tako da zaradi tega nesposobnosti operativne so izpadli projekti, ki smo jih mi nameravali financirati, so bili umeščeni in potrjeni strani Evropske komisije. Celovita prenova kliničnega centra Ljubljana 50 milijonov evrov. Infekcijska klinika Maribor 40 milijonov evrov, še dodatne sredstva. Negovalna bolnišnica
v Maribor 8,9 milijona, Uri Soča, rehabilitacijski center so zmetali dan, Šempeter pri Gorici, skratka. Vse tisto, kar bi bilo potrebno narediti, pa tega žal ne bo. Oziroma, če bo, ko bo ogromno časa poteklo in denar bo šel iz vaših žepov, iz davkov. Tako da usmeritev naše vlade in vseh ministrov je bila, da z evropskim denarjem, tako kohezijskim kot ostalim, ki ga je Slovenija dobila iz naslova sklada za okrevanje in ostalih skladov, naredimo čim več konkretnih stvari, ki gredo pri predem, ko smo ravnali in ko smo stvari zastavili. Žal moram reči, da so v enem letu dni stvari zelo, zelo postavili v glavo in se bo financiralo ogromno nekih mehkih projektov, od katerih ne bomo imeli dodane vrednosti. Hvala lepa. No, aktualna vlada pa je hkrati z ukinitvijo urada za demografijo predlagala tudi predložitev začetka izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi in sicer na april leta 2024. V vmesnem času pa bi naj pripravila neke nujne spremembe tega zakona. Gospa Forterjeva, vi ste bili državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Ukvarjali ste se med drugim tudi s področjem dolgotrajne oskrbe in pa z javnim razpisom e-oskrba na domu. Prav je, da razumemo, da pri dolgotrajni oskrbi ključno razumeti, da ne obravnava zgolj starejših, pač pa predstavlja sistem storitev in ukrepov namenjen osebam, ki so zaradi bolezni, starostne slabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanje ali izgube intelektualne sposobnosti, dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri upravljanju vseh potreb osnovnih podpornih opravil na domu. Torej, gospa Forterjeva, ti ukrepi bi naj zadevali tako mladega invalida kot starejšo gospo. Hvala za besedo. Lep dober dan vsem prisotnim. Torej, zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021, je imel bistveno boljše rešitve kot ta zakon, ki so ga zdaj jaz rečem temu premetanka našega zakona z bistvenim poslabšanjem. Je vseboval vse bistvene elemente, kako naslavljati potrebe ljudi, ki so zaradi starostne oslabelosti, invalidnosti, dolgotrajne bolezni pač okrnjeni v svoji funkciji. Mi danes poznamo oskrbo predvsem v inštitucijah, se pravi v domovih za starejše, v socialno-varstvenih zavodih, medtem ko pa velik del populacije, ki ima iste potrebe, biva doma in ni dostopnosti do teh storitev. Zdaj, meni se zdi ključno za našo publiko, da jaz upam, da so nas spremljali. Zakon je bil ves čas, bom rekla, smo metali polena pod noge. Veste, da je zakon se predstavljal iz dveh resorjev, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, približno 17-18 let. In v mandatu Janeza Janše je bil ta zakon sprejet. In vsi tisti, ki so nasprotovali, najbolj pa društvo Srebrna nit, ki se danes njemu grede najbolj zavzema za zakon o evtanaziji, je bil izvedljiv. Problem je ta, da ko smo mi, jaz kot državna sekretarka in naša vlada odšli, da so tisti hip sprejeli zakone, ki so demolirali naše zakone, vključno s predlogom ukinitve oziroma preložitve tega zakona in nehali so delati na implementaciji. Veste, zakon je vsebinsko in finančno imel konštrukcijo, seveda pa rabimo za to kader in postopno uvajanje. In kader, ki bi sploh uvrednotil potrebe ljudi, bi bilo treba najprej izobraziti. In tisti hip, ko smo mi odšli z ministrstva, se ni začelo niti izobraževati ljudi, pravilnike pa smo sprejeli vse. 9 pravilnikov je bilo potrebnih, 8 je bilo do 31. maja sprejetih in samo nova vlada bi mogla po prevzemu vladanje nadaljevati z izvajanjem v naslednjega pol leta. Namreč, po našem zakonu bi že od 1.1.2023 vsi tisti, ki so danes v domovih za starejše, že imeli pravico
iz zakona o dolgotrajni oskrbi in bi plačevali samo še namestitev. In danes, ko je ta draginja, se vsi držimo za glavo, kako bodo to starejši in njihovi svojci zmogli. Mi smo imeli rešitve, ki bi ta problem zelo dobro naslovili že s 1.1. letos. Ta zakon, ki so ga zdaj oni sprejeli, je postavil na glavo, tako da bo najprej dolgotrajna oskrba na domu, črtali so ven nekatere ključne, kot je bila e-oskrba, za ne vem koliko časa, že nisem zdaj te zadnje verzije se ponabrala, da oni to načrtujejo. Spremenili so vstopno točko, zdaj bodo pri centri za socialno delo delali, tam že itak pravijo, da nimajo kadra. Mi pa smo v času naše vlade zagotovili za ZZZS dodatnih 107 zaposlitev ljudi, bodi si socialnih delavcev, fizioterapevtov, medicinskih sester, ki bi šli v proces izobraževanja, tako da bi pravzaprav že v lanskem letu, od septembra naprej, te ljudi mogli zasedati delovna mesta in bi se začelo ocenjevanje ljudi. In te naši ljudje, ki so danes v domovih, bi bili po uradni dolžnosti ocenjeni, prevedene v kategorije in s 1.1. odločeno glede na kategorijo že imeli nadomeščanje oziroma doplačevanje teh socialnih in zdravstvenih storitev. Zdaj sem se to zagledala, da sem mogoče vašo ključno vprašanje. Zakon je res zelo obsežen, naslavlja potrebe vseh po starosti 18 let, ki pač to oskrbo potrebujejo. S tem odlaganjem so najprej bili oškodovani danes vsi, ki so v domovih za starejše, to je približno 22.000 ljudi, pa še približno 3.000 v socialno-varstvenih zavodih. Mi bi že po tem zakonu že zdaj imeli družinski, da se pravi družinski pomočnik, bi bil, izraz je malo termin je težek, oskrbovalec družinskega člana, bi že zdaj bil s 1.1. Vse to so oni ukinili. Ukinili so iz tega ven tudi, mi smo dali poseben pomen tudi prostovoljcem, predvsem z društvom upokojcev. Smo se takrat zelo pogajali, da smo dobili podporo zakona tudi strani Desusovih poslancev in smo zelo vklapljali takrat Zvezo društva upokojcev, da smo posebej podali pomen prostovoljcev in kako jih vedovanje tega sistema. To so oni zdaj vse zrušili, zakon se ponovno vložili in vi morate vedeti, da če hočete zakon izvajati, morate imeti kadre, morate imeti pravilnike, morate imeti educirane ljudi, jaz ne vem, kako daleč so oni, ker podzakonski akti so prav tako pomeni kot sam zakon. V bistvu so oni premetali zakon, vsebine so ene dali naprej, druge nazaj, ukinili so prostovoljstvo in odložili, ne vem, na leto 2025. Gospa državna svetnica, jaz bila mestnica direktorja ukinjenega urada. Ali lahko trdite, da je njegova ukinitev velika škoda za reševanje omenjene politike v Sloveniji? Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz moram reči, da sem počaščena, da sem danes na tej okrogli mizi iz večjih razlogov. Prvi je zagotovo ta, da se v Sloveniji premalo pogovarjamo o demografiji, o demografskih spremembah, ki se dotikajo slehernega izmed nas, ki sedimo v tej dvorani. In drugo, zakaj sem počaščena, je to, da v bistvu okroglo mizo na to temo organizirate mladi. Mladi ste namreč pomemben del naše družbe in soočene z demografskimi spremembami in iskanja rešitev na to, kar se nam dogaja, ne bo brez tesnega medgeneracijskega sodelovanja. Pri vseh ukrepih, ki se družbi sprejemajo kot ukrepi in odziv na demografske spremembe, morajo biti sprejeti v soglasju vseh generacij, mladih, srednje generacije in pa potem tudi starejših. Zdaj pa, če se vrnem na vaše vprašanje. Jaz mislim, da je bila odločitev vlade o ukinitvi urada za demografijo ne samo ena najslabših političnih odločitev te vlade, temveč ena najslabših političnih odločitev v zgodovini naše države. In zakaj? Slovenija se sooča s korenitimi demografskimi spremembami. To pomeni, da se nam število vrste upada, da smo čedalje starajoča se družba, imamo čedalje več starejših ljudi, kar je pozitivno, kar je dosežek civilizacije,
vendar na drugi strani to samo prinaša tudi določene posledice, na katere treba reagirati. Soočenja z demografskimi spremembami je nekaj, kar se je Slovenija lotila dokaj pozno. Leta 2016 je že Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, kratko rečeno UMAR, pripravil obsežno analizo o demografskih spremembah in njihovih posledicah na ekonomski in socialni položaj države. In v tej analizi UMAR ugotavlja, da bo zmanjševanje rodnosti, staranje prebivalstva dejansko povzročilo posledice na vseh sistemih naše družbe. Na trgu dela, izobraževanja, povečali se bodo javni izdatki za področje zdravstva in socialne zaščite, posledice bodo tudi na stanovanjskem, prometnem in infrastrukturnem področju. Leta 2017 je nato bil ustanovljen svet vlade za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, ki je bil sestavljen iz predstavnikov ministrstev in nevladnega sektorja. Tam smo kot predstavniki nevladnega sektorja sodelovali različni predstavniki, ki smo predvsem z vsebinskega in strokovnega vidika pomagali pri ustvarjanju strategije dolgožive družbe, ki je bila ena prvih strateških dokumentov Slovenije na področju soočenja z demografskimi izzivi. In ves čas nastajanja te strategije dolgožive družbe, kakor tudi povezovanja nevladnega sektorja, medgeneracijskega povezovanja nevladnega sektorja, je potekala razprava o tem, da država močno potrebuje državno institucijo, ki se bo sistematično ukvarjala z demografskimi vprašanji. Vendar nažalost nikoli ni bilo politične volje ali pa dovolj velikega interesa, da Slovenija to državno institucijo tudi dobi. Tako je bilo prvič omenjen vladni urad za demografijo v koalicijski pogodbi 2020-2022, kjer je bilo jasno zapisano, da bo vlada ustanovila vladni urad za demografijo z sedežem v Mariboru, kar se je kasneje tudi uresničilo. Vsi, ki se z demografijo in pa z medgeneracijskim sodelovanjem in solidarnostjo ukvarjamo že vrsto let, smo smatrali ta korak kot enega najpomembnejših v zgodovini soočenja z demografskimi spremembami. Kajti država potrebuje neko institucijo, ki bo povezovala različne deležnike, tako na strani vlade, kot na strani lokalne skupnosti, kot na strani nevladnega sektorja, ki bodo skupaj iskali odgovore na demografske izzive, s katerimi se Slovenija sooča. Ta urad za demografijo je v polnosti zaživel aprila 2021. Jaz moram reči, da smo vsebinsko zelo dobro razdelali delovanje samega urada. Postavili smo se nekako 4 ključne stebre, bilo je spodbujanje rojstva, drugi je bil migracije z integracijo in pa vračanje Slovencev nazaj v domovino, naslednji je bil dostojna starost in pa medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje. Zavedali smo se, da brez vključitve lokalne skupnosti, ukrepi, ki jih bo spremljali na strani vlade, ne bo v redu, zato smo že od začetka vzpostavili tudi kontakte z lokalno skupnostjo, želeli pridobiti njihovo mnenje in pa tudi številne ukrepe, ki jih lokalne skupnosti na tem področju že izvajajo. Jaz obžalujem, da je prišlo do te odločitve, da je bil ta urad ukinjen, ampak sem prepričana, da bomo nekoč potem tudi nadaljevali s tem delom. Gospod Črnač, vi ste poslanec Slovenske demokratske stranke. No, demografska slika pa očitno ni enako pomembna za vse politične stranke. Ravno področje demografije je eno tistih, katerem si politične stranke najbolj nasprotujejo. Medtem ko stranke Slovenske pomladi zagovarjajo pomen ukrepov za dvig rodnosti in spodbujanje družin, pa je na levi strani spektra fokus na družinskih ukrepih usmerjen predvsem v socialo, ženske kvote, preživnine in LGBT skupnosti. Zakaj mislite, da se leve politične stranke tako usmerjajo to politiko? Ja, hvala. Temelj vsega je v družini. Močne družine, številčne družine so naša prihodnost. Tega se zavedamo tako v Slovenski demokratski stranki, kot v vseh strankah, če želite, na desnem političnem poru. In glavna razlika v tej paradigmi je, da levica želi uničiti družino, želi razvrednotiti družino, želi ta potencial, ki ga ne bo, izkoristiti na ta način, da se, če poenostavljeno povem, prebivalci vozijo iz drugih oziroma tretjih držav.
To je napačna pot, ki vodi v razgradnjo tako posameznih družb, kot v razgradnjo Evropske unije in če želite tudi naše civilizacije. Vidite, kaj se dogaja v državah, kjer so preveč puščali odprta vrata in kjer so razmišljali na podoben način. Zaradi tega je ta urad za demografijo bil neka svetla točka, ki se je zgodila v času tretje vlade, ki je vodil gospod Janša, ki bi na nek sistematičen način povezal politike na različnih področjih, na različnih ministrstvih in postopoma trasiral pot v to podporo veselju življenja, družinskega življenja, čim več otrokovnih. Te situacije v zadnjih letih se poslabšuje. Mi smo imeli boljše situacije, kot veste, v obdobju 15 let nazaj, nekje v obdobju, ko je prvič vlado vodila Slovenska demokratska stranka, 2004-2008 so se trendi začeli obračati v pozitivno smer in so se potem ponovno začeli poslabševati. Se pravi, premajhna rodnost, glede na število starejših, je tista, ki nas bo dolgoročno pokopala. Mi tega primanjkljaja v narodu ne moremo urediti s uvozom drugih prebivalcev oziroma delovne sile. Tega se ne da. Jaz mislim, da je družinska politika v tem primeru temelj vseh ostalih politik. Tako kot je recimo najbolj učinkovita socialna politika, politika ustvarjanja, politika novih delovnih mest, ustvarjanja dodane vrednosti, ne pa višja obremenitev. Da smo poslušali v povezavi s tem zakonom njihovim o dolgotrajni oskrbi, eno predstavo, ki jo ima Levica, v bistvu vse levičarske stranke, v končni fazi tudi Svoboda, zelo levičarska stranka, ki govori o tem, da če zmanjka za pokrivanje potreb socialne države, pač treba se zmisliti na davek. Ne gre tako. Ne gre tako in tudi vse države, ki so šle po tej poti, so tako ali drugače bile neuspešne, so bankrotirale. Zdaj, bistvena razlika pri tem zakonu o dolgotrajni oskrbi, glede na zakon, ki velja, je bil sprejet, kot je povedala kolegica Alenka Forte, decembra 2021, po več kot 20 letih prizadevanj, po več kot 100 verzijah. In tem zakonom, ki ga zdaj sprejemajo in silijo z njim po nujnem postopku v sprejem in bo danes sprejet, je v tem, da njihov zakon za enako vseh pravic zaposlenim, kmetom, samostojnim podjetnikom in upokojencem vsem pobere 620 milijonov vsako leto. 620 milijonov evrov. Od tega 70 milijonov evrov upokojencem. To je ta dodatni prispevek 1 oziroma 2%. 70 milijonov je toliko, kot so upokojenci dobili v zadnjem mandatu naše vlade vsako leto, od tega neko vrste draginskega dodatka, ali pa dodatka zaradi krize, če želite. Kot veste, bi ta dodatek izplačan vsako leto v mandatu naše vlade. Ali v koncu leta, ali pa v začetku leta. To je ta obseg, ki ga bodo zdaj upokojenci za financiranje dolgotrajne oskrbe dobili. Torej, če bi vstopil v veljavi zakon, ki je bil sprejet decembra 2021, stroškov ne bi bilo. Vsaj v prvih letih ne. In verjamem pa tudi v naslednjih, če bi držali naprej ta tempo, ki se je zgodil in ta premik, ki se je zgodil tudi v času prejšnje vlade, velike stopnje zaposlenosti in ustvarjanje nove dodane vrednosti. Če več ustvarjali, pač tudi če so nižji davki, več pride, ne v blagajno. To je zelo enostavna logika, ki jo Levica ne razume. Za primer, ko smo znižali z zakonom o dohodnini, ki je bil sprejet spomladi lanskega leta in se je začela stopnja obdavčitve zniževati oziroma olajšava se povečevala postopno, so kričali, če se spomnite, da bo zaradi tega iz dohodnine prišlo 800 milijonov evrov manj denarja v letu 22 v proračun. A veste, kaj se zgodilo? 50 milijonov več je prišlo. Ampak davki so bili pa že po tisto leto nižji. Se pravi, če se ustvari, če se več ustvari, se tudi več nateče. Lahko pa ti davke dvigneš na domoklosti in če ni ustvarjanja, če bomo zdaj v kratkem priča, ker se dogaja kriza na celotnem evropskem prostoru, predvsem v Nemčiji, potem pa tudi v višjih davkih ne bo toliko pride. Tako da to je bistvena razlika, da je ta obdavčitev previsoka. Dodatno je pa uveden prispevek vseh oskrbovancev, se pravi, vsak bo moral prispevati za storitve
recimo v domu za starejše med 10 in 20%. In ta oskrba, ki jo je imela kolegica Alenka Forte, ostaja sicer v zakonu, zamikajo njeno uvedbo, ampak zmanjšujejo upravičene stroške iz 31 na 25 evrov mesečno. Tako da to so vse te stvari, ki govorijo o tem, da jim to ni prioriteta, ne? Da bo ironija toliko večja, ko govorimo o demografski politiki in o tem, za katera področja vse je pomembna. Danes, ne vem, če ste slišali, so vložili s 5000 podpisi ta zakon o eutanaziji. Pravi, prav moram reči, absurdno, na dan, ko sprejemamo nek zakon o dolgotrajni skrbi, ki ne bi ljudem omogočil normalno preživljanje življenja in pomoč vsem, ki jo potrebujejo, so vložili zakon o prisilnih usmrtitvah, če poenostavljeno povem. To ne gre tako, ne. Zanimivo, da je nosilec tega zbiranja podpisov gospa, ki je izredno nasprotovala temu zakonu o dolgotrajni oskrbi lani. Zanjo je bil glavni problem, ali bo ta zakon pravilnik zagotovil 3 ali 4 plenice za starejše dnevno. Verjetno ni to glavni problem, ne, ampak so drugi problemi pri tem zakonu. Zdaj je pa glavno nosilka zakona. To veliko pove in jaz mislim, da tudi med nami in med to levičarsko politiko bistvena razlika v tem, da mi podpiramo rast naroda, podpiramo družine, podpiramo rodnost, podpiramo čim več ustvarjenega in čim manjše obremenitve na njihovem levičarski strani pa ne. Gospa Forte, kot nekdo iz stroke, nam lahko govorite še nekaj. Kakšno je vaše stališče do evtanazije? Namreč upam, da ni to manever aktualne vlade za reševanje demografske slike in težav v zdravstvu. Ja, lahko kar nadaljujem, kjer je gospod Černač končal. Pravzaprav gre za, jaz bom temu rekla, kar perverzen odnos do življenja, do človeka, do našega državljanja. Praktično uzakoniti usmrtitve, a ne na drugi strani pa ne dovoliti, da imamo kakovostno dolgotrajno oskrbo oziroma je zavlačevati kot družba, ki je tega zakona sprejeli 20 let. Ko smo ga sprejeli, je prišla nova vlada, ki je izničila z enim zakonom vse dobre zakone, ki jih je naša vlada sprejela, vključno z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Tako da kot zdravnik seveda me izredno prizadene, ker poslanstvo slovenskega zdravstvenega delavca je pomagati, reševanje življenje, biti tudi ne samo diagnostik, terapevt, ampak tudi zaupnik svojemu bolniku in v bistvu posegajo s takšnim zakonom v tisto najbolj ranljivo bit odnosa med zdravnikom in med pacientom. Kako bo pacient se še zaupal zdravniku, če bo pa v njemu videl tudi rablja? To je nevzdržno. Torej, postavljati zdravnike, ki bi pretežno, da je tudi omenjal v tem zakonu diplomirane sestre, da bi one izvajale, pa tudi one ugotavljale smrt, ker ni skladno z veljavnim zakonom o zdravstveni dejavnosti. Medicinska sestra izvaja nego, ne more pa ona ugotavljati smrti, ta zakon to predvideva. Torej, gre za takšen absurd in mogoče se že, ki sledi medije, zdravniške organizacije so imele novinarske konference. Bilo je že veliko tudi, bom rekla, okroglih misli na to temo. Zdravništvo kot celota in jaz osebno seveda nasprotujemo našemu zakonu, ker je nezdružljiv s tem, kar zdravstvo, medicina nam, ki delamo v zdravstvu, pomeni. Mi smo zaupniki pacienta, diagnostiki, terapeuti in zato mi podpiramo seveda paliativno oskrbo, torej odgovor na takšen rabelski zakon, kot je gospa Maroltova rine zdaj v parlamentarno proceduro, je kakovostna dolgotrajna paliativna oskrba. Slovenija pozna paliativno oskrbo, če lahko še malo o tem povem, torej mi zdravništvo v zdravstvu podpiramo razvoj paliativne oskrbe in ne pomoč pri samomoru in eutanazijo. Sicer zakon dovoljuje ugovor vesti, kar pa pomeni, da bomo verjetno, vsaj tako trenutno kaže, velika večina zdravnikov bo podala ugovor vesti, zelo redki pa seveda mogoče tudi ne. Se tudi vemo, se poznamo profesor Kebra, ki je tudi eden, ki takoj za gospod Maroltovo stoji kot zdravnik, bivši profesor, učitelj naš, on zelo podpira ta zakon o eutanaziji.
Torej, paliativna oskrba je odgovor, se pravi, tako kot je dolgotrajna oskrba, urejanje okolja, se pravi domačega okolja, tudi bolniška oskrba na domu, kar pacient rabi, je tudi paliativna oskrba, pristop do pacienta v njegovem okolju, v fazi neke njegove kronične, neozdravljive bolezni, v taki obliki, da človeku ohranjaš dostojanstvo, mu lajšaš bolečine in v bistvu omogočiš poslavljanje vsega sveta kot nek naravni proces. Ker smrt je samo del življenja, kot je rojstvo in tudi smrt del življenja. Ampak ta smrt ne sme biti boleča, ne sme biti nedostojna. In zato imamo v Sloveniji razvito paliativno oskrbo, seveda je potrebna še več, tudi sistematično moramo to urediti. Če bi bila želja, lahko kaj več povemo o paliativni oskrbi, vendar se v slovenskem prostoru izvaja. Zdravniki, odkar delujejo, vsak družinski zdravnik izvaja paliativno oskrbo, bolnišnice jo izvajajo, seveda pa najbolj, tam, kjer je največ teh kroničnih bolnikov, sam onkološki inštitut, različne specialistične ambulante, kjer imamo te kronične bolnike, bodi si nevrološke, pljučne, srčne, ki imajo neko končno fazo neke neozdravljive bolezni in se vendarle da s pristopi, zdravili, lajša. Lajšanje pa ni samo telesno, ta človek potrebuje tudi psihosocialno podporo in tudi njegovi sorodniki. Torej, paliativna oskrba je pa pač veja medicine, kjer se zagotavlja poleg lajšanja telesnih simptomov tudi psihološka podpora, tako tistim, ki se poslalo v življenju, tudi njegovim sorodnikom. Hvala. Kot dobro vemo, so demografski kazalci v Sloveniji izredno zaskrbljujoči. Saj se rodnost zmanjšuje in umrljivost povečuje. Slednje nam govorijo tudi statistični podatki. Gospa Horoš, je staranje prebivalstva ob nizkem številstvu rojstev največja strateška grožnja prihodnosti Sloveniji in ali bi morala aktualna vlada resno razmisliti o ponovni ustanovitvi Urada za demografijo? Po mojem mnenju ukvarjanje z demografijo oziroma demografskimi spremembi najpomembnejše strateško vprašanje vsake države, tudi Slovenije. Mogoče še trenutno bolj pomembno, kot denimo ukvarjanje s podnebnimi spremembami. Vemo, da se nam prebivalstvo stara. Po podatkih bo se prebivalstvo Slovenije povečevalo nekje do leta 2024, nato bo začelo padati in do leta 2100 naj bi Slovenija izgubila 10% svojega prebivalstva. Ob hkratnem dejstvu, da se bo slovensko prebivalstvo izjemno staralo. Leta 2030 naj bi že 1/3, 2060 naj bi že bila 1/3 starejših od 65 let. Zakaj je pomembno, da se tega zavedamo? Zato, da naše družbene sisteme lahko prilagodimo na način, da bomo vsi kakovostno živeli v vseh življenjskih obdobjih. Da ne bo zmanjkalo sredstev za zdravstvo, za socialo, za pokojnine. Že danes moramo iskati rešitve, ki bodo odgovorile na te izzive, kako zagotoviti varno in dostojno starost za vse generacije. Vemo, da se nam za število prebivalstva in spreminja tudi število delovno aktivnih, da imamo čedalje manj ljudi bomo imeli na trgu dela, kar pomeni, da tisti, ki bodo delali, bodo morali večji delež od svojega zaslužka plačevati tudi za vzdrževanje samega sistema socialne zaščite in zdravstva. In zato je tudi pomembno, da Slovenija ve pridobiti sredstva iz Evropske unije na način, da bodo koristila ljudem. Jaz ste me vprašali, če bi bilo potrebno, da vlada ponovno vzpostavi urad. Glede na videno lansko leto, jaz mislim, da bi se morala vlada najprej podučiti o tem, kaj demografija sploh je, kaj so demografske spremembe, kakšne so njihove posledice. Potem verjetno ne bi poslušali neumnosti, ko smo poslušali v preteklosti izvidnih predstavnikov te oblasti, da je demografija neka zastarela ideologija, ki sili ljudi, da naj imajo otroke, ali izjave o tem, da bi so Slovenija demografskih problemov sploh nima.
Prav tako bi si verjetno morali najprej prebrati določene strateške dokumente te države, od resolucije o družinski politiki, od strategije dolgožive družbe, od strategije vizije Slovenije 2030, ki vse govori o tem, da Slovenija ima demografski problem in da bodo demografske spremembe ene ključnih vprašanj o prihodnosti naše države. Jaz mislim, da se ta vlada ne zaveda realnosti, s katerimi se Slovenija sooča na področju demografskih sprememb. Ampak kljub temu nas to ne sme zaustaviti, da ne bi mi, ki vemo, kaj demografske spremembe pomenijo za našo družbo, aktivno delovali na tem področju. In zato je bil tudi ustanovljen Inštitut za demografijo kot trenutno neodvisna institucija, ki povezuje vse organizacije in posameznike, ki delujejo in ki razumejo demografske spremembe in želijo poiskati rešitve na posledice demografskih sprememb. Hkrati inštitut nudi podporo, predvsem lokalni skupnosti, trenutno pri oblikovanju ustreznih ukrepov in pa seveda ozavešča družbo o tem, kaj demografske spremembe so in kaj moramo kot družba in pa kot posamezniki storiti, da se bomo s temi demografskimi spremembami soočili in pa potem tudi zagotovili drug drugemu kakovostno življenje. Inštitut je ustanovljen, tako kot je bil Urad za demografijo ustanovljen izven Ljubljane. Urad za demografijo je bil ustanovljen prav zaradi tega decentralizacije v Mariboru, inštitut je v središču v občini Moravske Toplice. Jaz mislim, da so demografija in decentralizacija dva pojma, ki gresta z roko v roki. Ko se bomo izrazito začeli zavedati, da je proces decentralizacije tudi proces soočanja z negativnimi posledicami demografskih sprememb, bo tudi zavedanje o nujnosti decentralizacije Slovenije toliko večje. Inštitut za demografijo, kot rečeno, je v občini Moravske Toplice. Z nami je tudi župan, gospod Aris Glovač, ki je bil eden tistih prvih županov, ki se je zavedal pomena demografije tudi v lokalnem okolju. Občina Moravske Toplice je že leta 2010 sprejemala ukrepe za spodbujanje rojstev. Uvedli so spodbudo 1000 evrov, to je bil takrat prvi ukrep, kasneje so ta ukrep kopirale številne občine po vsej Sloveniji in če se že vlada trenutno ne zaveda pomena demografskih sprememb in njenih posledic, mene zelo veseli, da v Sloveniji obstajajo lokalne skupnosti, ki pa se tega problema izrazito zavedajo in imajo tudi interes, da se tega problema lotijo. Hvala lepa. Torej, vi ste prav tako zaposleni na Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Tako. Opažate v času sedanje vlade, da se tem migrantom morda celo zakoni malce prilagajajo, da jim hodijo nasproti? Jaz mislim, da najprej moramo razlikovati med legalnimi in nezakonitimi migracijami. Vsi vemo in Slovenija se dejansko srečuje že sedaj s pomanjkanjem delovne sile in vemo, da v bistvu ne moremo vseh zahtev gospodarstva pokriti zgolj z lastno delovno silo in zato potrebujemo tujo delovno silo. To so delovni migranti, ki prihajajo vsakodnevno v Slovenijo ali se pa sem preselijo zaradi službenih obveznosti. Seveda morajo ob tem izpolnjevati vse zahteve, ki jih pri tem daje Republika Slovenija. Drugo so pa seveda nezakonite migracije, ko nekdo prečka mejo brez dokumentov, v bistvu ali ostane tu ali pa potem gre naprej. Jaz mislim, da vsak, ki pride na ozemlje Slovenije, mora predvsem se integrirati v slovensko družbo. Prav je, da bi si ohraniš del svoje identitete narodne, ki jo imaš, ampak ko želiš, ko deluješ enkrat v slovenski družbi, bi tudi ta proces integracije moral biti veliko izrazitejši. Mi takrat, ko smo delovali na Uradu za demografijo, smo ugotavljali, da Slovenija tega drugega dela, se pravi integracijo tujcev v slovensko družbo nima oziroma je zelo slab razvit. In zatem smo potem tudi si zadali kot enega izmed osrednjih projektov, da poskušamo s drugimi državnimi institucijami vzpostaviti učinkovit sistem integracije v slovensko družbo, ki bi bil tako dober za slovensko družbo kot tako, kot tudi za tistega posameznika, ki pride v Slovenijo. Poznamo ne malo primerov, namreč v Sloveniji, ko ta integracija ni potekala dobro. Poznamo primere v Velenju, v Celju, ko se bisi že med sami mladino pojavljajo ti neka nacionalna trenja in prihaja tudi do samega nasilja.
Na določenih področjih ta proces integracije torej ni bil uspešen ali pa ga sploh ni bilo. In če se Slovenija mora lotiti sedaj, je zagotovo najbolj pomemben ta del, se pravi, da spostavi ustrezne integracijske